Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dobrodošli v minutah za dobrodelnost, dragi poslušalci. Tokrat jih v oddaji Karitas namenjamo tistim, ki morajo zaradi vojnih razmer, tudi družbenih in ekonomskih, zapustiti domove in se odpraviti iskat boljše življenje izven meja svoje domovine. Leta 2015, kmalu po nastopu predsedniške funkcije slovenske Karitas, je monsignor Alojzij Cvikl spremljal množični prehod migrantov čez Slovenijo. Po njegovih besedah se spominja kolon ljudi, ki so prehajale našo državo. In Karitas je bila prisotna od začetka, torej od vstopa v Slovenijo pa do izstopa iz Slovenije. To, kar je mene najbolj nagovorilo, torej pri Karitas je bilo prvič koordinacija. Slovenska Karitas je res hitro stopila v stik z škofijskimi, škofijske so stopile v stik z župnijskimi. Skratka, pokazala se je mreža, bogatstvo tega Karitasa ravno v mreži, ki jo ima po vsej Sloveniji. To je prva stvar. Druga stvar, ki je takoj se pokazala, da, kako bi rekel, so ljudje pristopili zelo odgovorno. Ti naše sodelavke in sodelavci, lahko bi rekli skoraj profesionalno. V 25 letih so se nabrali bogate izkušnje. In tako je tudi tukaj Karitas pokazala res zrelost. Naslednja stvar pa srčnost. Se mi zdi, jaz sem bil bolj povezan, kako bi rekel, gor na Štajerskem z Šentiljem in sem bil večkrat tam in sem opazoval te naše prostovoljke oziroma prostovoljce, niso znali jezika, pa so s temi ljudmi takoj spostavili stik, ker srce. Torej, če ljubezen na delu najde stik z njim. In naši, kako bi rekel, te prostovoljke in prostovoljci so bili tisti, ko so ti migranti prišli, delili vodo, hrano, potem je šlo že za obleko, pa potem so bile te ranljive skupine, kot so otroci, starejši, ki je bilo potrebno posvečati več pozornosti. Potem pa so bili že, kako bi rekel, tu čisto, kako bi rekel, zdravniška pomoč in tako. Skratka, Karitas je tukaj pokazala zelo, kako bi rekel, širok spekter svoje pomoči. Tako se je delovanje Karitas v begunskem valu leta 2015 spomnil njen predsednik, monsignor Alojzij Cvikl. Kakšne pa so zgodbe tistih, ki pridejo? Kakšne so njihove možnosti za doseganje boljšega življenja, pa bomo spregovorili s sodelavko škofijske Karitas Celje, Oksano Magur. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Oksana, danes pa se zdi, da se val iz leta 2015 ponavlja, samo da gre tokrat tudi za ukrajinske begunce. Kako vi doživljate in spremljate njihov prihod k nam? Jaz sem prišla isto kot begunci iz Ukrajine, ki so bežali pred vojno leta 2022 in zdaj delam z begunci, ki so bežali pred vojno tega groznega leta. In bi rekla, da je Slovenija zelo odprla svoje vrata, torej dala priložnost ljudem, ki so res bežali pred bombe, pred napade, so bežali, da najdejo sebi kakšno boljše zatočišče. In Slovenija v tem primeru leta 2022 je odprla svoje vrata, spremenila zakone, prilagodila zakone, ljudje so sprejemali begunce. Rekli ste, da delate z tistimi, ki so prišli. Kakšne zgodbe nosijo s sabo? Kaj vam povedo, zaupajo? Njihove zgodbe je zelo različne. Mi imamo ljudi, 80% žensk z otroci, ki so prišli sem v iskanju mira in zatočišča. Torej, to so družine, ki so pustili za sabo vse hiše, domove, službe, študije, vse življenje in tu se poskusijo na kakšen način vključiti. Kot Karitas mi nudimo za njim podporo, iščemo tudi stanovanje, torej namestitev, pomagamo z prehranski pakete, higienske pakete, psihosocialno pomoč. Imamo vsako mesečno srečanje pri Svetem Duhu, tudi se nam pridruži duhovni grško-katoliški iz Ljubljane. Kljub vsem groznim stvarem, ki se tem ljudem dogajajo, Oksana Magur, morda obrazložite, a ti ljudje izgubijo vero ali se jim samo še bolj poglobi? Veste, kaj bi jaz rekla? Z moje izkušnje za
več kot 3 leta jaz srečam res verne ljudje. Srečam ljudje, ki so vse, kar njim ostalo, je bil Bog. Ne? Ker na začetku, ko so prihajali, so rekli, najdražje, kaj si mogla vzeti s seboj, je bila roka najbližjega človeka. Roka mame, roka sine, roka brata. Torej, in v tistem znamenju bi rekla, je bil edino, kaj je bil Bog. Ker ni bilo možnosti vrniti nazaj, ni bilo možnosti ostati, vendar je bilo upanje za jutrišnji dan, da Bog bo vse uredil. Tako da vam res želim povedati, da tisti, ki so tu večinoma verni, mislim, nasplošno bi povedala, zelo malo srečam nevernih ljudi, tam razlagajo, da to meni pomagal Bog, to meni pomagal Bog iti naprej, to mi uredil Bog, Bog me sem pripeljal, Bog mi dal ljudi. To ogromno je zgodb, kateri ljudje pripovedujejo, da res v tem edinem času težkem so šli tam z Bogom, bi rekla. In kakšne so pa zdaj njihove možnosti tukaj pri nas za grajenje boljše prihodnosti? Slovenija, ko je dala zakon o začasni zaščiti, torej tudi je vključeno dovoljenje za dostop do trgu dela in lahko pa iščejo priložnost in možnost. Torej ni težava, da delaš, težava bolj je v iskanju dela. Kakšna občutja pa nosijo potem, ko so že nekaj časa tukaj, si želijo ostati, se želijo vrniti v domovino? Vse, jaz bi tako rekla, mnenja so zelo razdeljene. Večinoma bi seveda želeli vrniti domov, vendar glede na današnjo situacijo, katera je, še danes zjutraj govorila z družino, katero pač bi rada prihajala. Torej, ni možnosti še zaenkrat za vrnitev, ker se pač napade, sam se uječujejo in ljudje z eni strani bi želeli vrniti v svoje življenje nazaj, svojim sorodnikom, ki so tam ostali, v svoje navadno življenje, katerega navajeni. Vendar situacija je taka, da morajo vstopiti v novo kulturo, izučiti jezika, razmišljati o prihodnosti svojih otrok, da pač začnejo graditi življenje na novo. Torej, lahko molimo, da se razmere čim prej umirijo, da bodo lahko odšli nazaj tisti, ki si to želijo, in tudi hvala vsem pri Slovenski Karitas, ki se trudite premostiti te tegobe, ki pestijo vse, ki pridejo k nam iz tistih držav, v katerih vihra vojna. Oksana Magur, najlepša hvala. Hvala vam. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Na Slovensko Karitas se je obrnil gospod star 68 let, ki živi sam in prejema pokojnino. Z ženo sta si zagotovila kredit, ki ga zaradi njene smrti zdaj ni zmožen plačevati. Predtem sta si uredila menjavo oken in ureditev bivalnih prostorov. Po njeni smrti se trudi po najboljših močeh, a mu po plačilu kredita in rednih mesečnih stroških pogosto zmanjka denarja za osnovne življenjske potrebščine in hrano. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V imenu Slovenske Karitas najlepša hvala za vsak dar. Tokratna oddaja Karitas je prinesla pogled predsednika Slovenske Karitas monsinjorja Alojzija Cvikla na begunski val leta 2015. Z Oksano Magur pa smo osvetlili prihodnost ukrajinskih migrantov, ki zaznamuje današnji čas. Slišali smo, da si ljudje želijo vrnitve v domovino.
Tukaj pa iščejo možnosti za boljše življenje, pri čemer jim Karitas pomaga s paketi pomoči, s pomočjo iskanja stanovanja, pri izpolnjevanju papirologije, stojijo jim ob strani ter nudijo psihosocialno pomoč. Enkrat mesečno tudi sodelavci Karitas organizirajo srečanje z maševanjem, saj kot je povedala Oksana Magur, je vera vsem, ki pribežijo k nam, bilka rešitve in upanja. To je bilo za tokrat vse, spoštovani poslušalci. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.